cene, ki so trenutno v uporabi, so dejansko iz 2,9 znižane za 8, nekaj čez 8%. Tako da dejansko se je v slovenskem zdravstvu v zadnjih letih varčevalo, se poskušalo uporabljati vire kadrovske, finančne, na kar se da optimalne načine, sicer bi verjetno imeli še večje težave. Ne smemo pa pozabiti, da smo imeli od 2015 pa 2016 tudi pomembne spremembe pri napredovanjih, so pa sproščena napredovanja, tudi nekaj se je spremenilo v kolektivnih pogodbah, kar seveda pomeni dodatno obveznost izvajalcev do svojih zaposlenih. Tako da za pretiran optimizem tukaj ni mesta. Mislim, da je tukaj en tak okvir dan, da lahko učinkovito, gospodarno, odgovorno poslujemo, kaj več pa ne. Na kateri ravni bodo cene zdaj, če se 5% poveča? Ja, približno tako, kot smo imeli pred 2 leti. Ko smo imeli tiste 3,6%, več pa se je, nažalost, tisti ukrep se je izkazal za zelo slab. Če date izvajalcem v polletju večje cene zdravstvenih storitev, kot je bilo dano v 2016, pa potem ukiniš, je to zelo, bom rekel, težko. Se pravi 2015? Tako. Na ravni 2015? Ja. Ampak se smo zdaj slišali od nekoga, kdo je izračunal, da pri teh 80 milijonih za plače še 12 milijonov za plače manjka. Se pravi, da zakonskih obveznosti ZZZS s tem ni pokril. Ne, to mislim, da je šlo za redakcijsko napako v teh materialih, če razmišljava o tem, kar je gospod Velurček razlagal. Definitivno gre za povečanje cene programov nekaj manj kot 80 milijonov. No, ampak teh 80 milijonov pokrije vsa plačna zvišanja? 26 Teh 28 milijonov pokrije povečanje cen storitev za 5% in to bo predvidoma linearno. Zdaj, kakšna so vsa plačna povišanja, ne vem, če kdo tudi v tej državi ve, kakor smo seznanjeni, se še pogajajo, predvsem za tiste plače nad 26. tarifnim razredom. Kakšna je bila realizacija v prvih 11 mesecih enkratnih dodatnih programov? Realizacija enkratnega dodatnega programa je bila pod tistim, kar je omogočil finančni načrt na področju posegov bolnišničnih, je bila realizacija tam okrog 50% oziroma slabih 50%. Ta procent je računan v bistvu na tisto, kar je omogočal splošni dogovor in ta je omogočil, da se običajni plan preseže na nekaterih dejavnostih za 20%, nekje za 30%, kar ni malo. Izkazalo se je, da izvajalci tega vsega ponujenega v bistvu niso zmožni realizirati, tako da na nek način bi tudi medije prosil, da ko razlagamo javnosti, da ni denarja za skrajševanje čakalnih dob, da povemo tudi, da denar pravzaprav je eden izmed pogojev, ni pa edini oziroma postaja vedno manj pomemben. Drugače povedano, denar je, pa ga izvajalci ne morejo na nek način uporabiti, ker preprosto zmanjkuje kadra ali pa drugih kapacitet.